Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Regijski podeželski parlament regije Podravje. Predstavitev knjig Tadeja Lundra, Aida Hadija. Novinarska konferenca Komunale Slovenska Bistrica. Sporazum o sodelovanju med občino Slovenska Bistrica in ukrajinsko občino Zarične. Zaključek jesenskih tečajev v keramičnem centru. Poraza mladih nogometašev Bistrice proti Aluminiju. Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah je preteklo sredo potekal regijski podeželski parlament regije Podravje. Na dogodku, ki ga je organiziral Las med Pohorjem in Bočem skupaj s sosednjimi lokalnimi akcijskimi skupinami, so razpravljali o ključnih izzivih našega podeželja. Odseljevanju mladih, socialno-ekonomski vzdržnosti, konfliktih na podeželju ter priložnostih, ki jih prinaša digitalna preobrazba. Skupaj so iskali rešitve, ki bodo prispevale k vitalnosti naših skupnosti in oblikovale temelje za 6. slovenski podeželski parlament, ki bo junija 2026. V Bistriškem gradu so pretekli četrtek gostili literarni večer s Tadejem Lundrom, ki je predstavil svoje knjige, futuristično-zgodovinsko trilogijo Aida Hadija. Gre za fiktivno zasnovano pripoved, ki s pomočjo nazorno opisanih, medsebojno prepletenih življenjskih zgodb in unikatnega medija, postavljenih v različna zgodovinska obdobja človeštva, odstira tančico, za katero je skrita pripoved posameznega predmeta. Z avtorjem knjige se je pogovarjala Jana Jeglič. Tadej Lunder je oče, mož, reševalec in zbiratelj. Že od majhnih nog je zanesenjak nad zgodovinskimi dejstvi in geografskimi podatki. V prvi vrsti človek, ki spretno opazuje slike življenja pred sabo na drugačen način, večplastno. Z željo po pisanju, ki se je pojavila več let nazaj, nato pa obstala v predelu možganov, ki se je ob različnih priložnostih odpiral in vztrajno zapiral. Vse do trenutka, ko je ta predal postal odprt in to na široko. Tadej, takole v nekaj besedah in nekaj stavkih kratek oris tebe, avtorja, kot osebe, ampak zagotovo je še kaj takšnega, kar bi želel kljub vsemu dodati tistim, ki te sicer že poznajo, pa kljub vsemu, predvsem kaj bi želel vsem temu dodati še in povedati svoje pravce. Nič preveliko od tega, ki si opisala, kaj bi me rekel na nek drugi način, tak je avtorski opisalo, ampak vseeno bi mogoče dodal to, da poleg dela, ki ga upravljam, zelo dosti časa preživim tudi v nekem dodatnem izobraževanju, branju knjig, gledanju dokumentarcev in ostalih stvari in na splošno sem rad v stiku z vsem starim in tudi delom novim, tudi malo s politiko in ostalimi stvarmi, ampak to bolj tak, bom rekel, za hobi. Dela na gradbišču nove poslovne cone Komunale Slovenska Bistrica potekajo po načrtih. Tako bodo pomembno pridobitev namenu predali predvidoma konec junija prihodnje leto. To je pretekli petek na novinarski konferenci povedal direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek, ki je predstavil tudi letošnje poslovne dosežke in načrte podjetja za prihodnje leto. Zdaj počasi se izteka tudi poslovno leto 2025, kjer lahko v družbi z optimizmom napovemo, da je to eno najuspešnejših let, odkar vodim to družbo. Na vseh segmentih gospodarskih javnih služb rahlo povečujemo ustvarjanje prihodke, kljub temu, da nismo spremenjali cen storitev javnih gospodarskih služb, povečali smo obseg poslovanja na tem dodatnem programu, tržnem segmentu in seveda skoraj celo leto se že ukvarjamo z izgradnjo novih poslovnih prostorov, skladiščnih kapacitet oziroma nove komunale. Zdaj, danes smo nekje na polovici gradnje, skupaj z izvajalcem cestnim podjetjem Ptuj, nekako uspešno se trudimo, gradimo, kljub vsem problemom, ki nastajajo, vemo, da smo trenutno v situaciji,
ker je kar nekaj kadrovskih izzivov, tudi naši podizvajalci imajo te težave, ampak s tem se soočamo in z veseljem lahko povem, da smo sicer v rahlem zaostanku, ampak da sledimo terminskemu planu in so že prvi obrisi letošnjega dela vidni. Skoraj v celoti imamo gradbena dela konstrukcijska v pravni zgradbi nove poslovne cone zaključene. Gradijo se že vsi spremljajoči objekti, vsa komunalna infrastruktura, ki je v temeljnih tleh, je tudi zaključena, tako da imamo plan, da nekako do konca leta, koliko nam bo vreme dopuščalo, uredimo še streho na tem glavnem objektu in do konca do strehe zgradimo vse pomožne objekte. Trenutno smo finančno realizirali okrog 1 800 000 investicijskih sredstev, ki pač imamo namenjena za gradnjo. Intenzivno so pa usklajena še vsi detajli, tako obrtniških del. Pričeli smo že z izvedbo, kako sami vidite v tej avli, z izvedbo strojnih inštalacij, naknadno pa sledijo vsa obrtniška dela po določenih fazah. Res veselje mi je, da nekako idejo, ki smo jo kar nekaj časa snovali, ki so jo snovali že tudi moji predhodniki, uresničujemo. Strmimo k končanju del, zdaj terminski plan zaenkrat še ni ogrožen, tudi če bo pa prišlo za podaljšanje za kaki mesec, pa to v bistvu ne vpliva na naše poslovanje. Trenutno se nahajamo v avli novega objekta, ki je namenjena sprejemu strank, obdelavi strank, bodisi za izdajo projektnih pogojev, reševanje reklamacij, vključitve v izvajanje javne gospodarske službe, namenjena tudi pomožnemu osebju za garderobe, sanitarije. Objekt je zasnovan trajnostno, veliko ima steklenih površin. Želimo pripeljati zgodbo Pohorja, les, kamna in stekla, pohorski glažut, lesa in tudi obloge, ki bodo nadaljno sledile, bodo v tem pohorskem tonalitu, imitacija in prvi sam kamen. Želimo pa nekako rdečo nit peljati skozi dejavnosti, ki jih mi izvajamo, to se pravi izvajanje vodooskrbe, izvajanja čiščenja, ravnanja z odpadki, zelenih površin in vsi kasnejši barvni kontrasti in odtenki bodo ponazarjali dejavnosti, ki jih mi v družbi izvajamo. Zdaj, z veseljem lahko tudi povem, da družba iz leta v leto kadrovsko tudi raste. Letos se nam je pridružilo že 6 novih sodelavcev, do konca leta imamo še v razpisu še 2 razpisa. Za 1.1.2026 prevzemamo izvajanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v občini Zreče. Saj so se lastniki obrnili na nas, če lahko tu stopimo v izvajanje te javne službe. Lahko tudi povem, da mi za leto 2025 cen storitev javnih gospodarskih služb nismo spreminjali, da smo pod velikim pritiskom rast stroškov dela. Veste, kaj se na tem področju dogaja? Prišlo je do uskladitve plač, prihaja do solidarnostnih prispevkov. Za leto 2026 ne planiramo dvig cen storitev na vodooskrbi in odvajanju čiščenju, medtem ko se bo na področju ravnanja z odpadkov pripravlja elaborat in bo prišlo tudi do cen sprememb storitev te obvezne javne službe. Največja težava imamo na področju sežiga odpadkov, o tem ste mediji že veliko poročali. Veste, kako to sistemsko v Sloveniji ni urejeno. Lahko vam pa povem samo za primerjavo, da je pač letos ministrstvo izvedlo razpis za sežig odpadkov, ki je bil pred 2 dnevi zaključen. Mi smo trenutno odpadke vozimo v tujino na sežig po ceni 136 €, cena za naslednje leto je povprečna 230 €. To so veliki skoki, veliki dvigi in veliki pritiski na izvajalce teh javnih gospodarskih služb. Tako da to nas sili tudi v to, da v družbi smo pripravili spremembo cen storitev, obdelave odpadkov in jo bomo tudi v naslednjih dneh posredovali občinske svete v obravnavo.
V občini Slovenska Bistrica je med 19. in 28. novembrom potekal mentorski obisk delegacije občine Zarične iz Ukrajine. Ob zaključku obiska sta župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in župan občine Zarične Bogdan Kvačuk podpisala sporazum o sodelovanju med obema občinama. Namen sporazuma je krepitev mednarodnega partnerstva, spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti ter izmenjava dobrih praks na področju občinskega upravljanja. Надзвичайно було приємно перебувати протягом всього Izjemno sem bil vesel biti tukaj v Slovenski Bistrici. Tekom te izmenjave znanja sem videl te izkušnje, ki jih je Slovenska Bistrica in Slovenija implementirala tekom desetletij in smo imeli priložnost to videti in s pomočjo naših partnerjev tukaj v Sloveniji kot tudi širše v Evropi bomo delali naprej, da to implementiramo tudi pri nas doma. Дана співпраця собою розуміє подальше впровадження. Sodelovanje med občinami bo zajemalo dva pomembna projekta, ki sta zelo pomembna za našo občino. To sta projekt obnove vodovoda in projekt izgradnje celotnega sistema upravljanja z odpadki. Твердих сміттєвих відходів. Тому я хотів би подякувати. To bi se samo rad lepo zahvalil Centru za evropsko prihodnost, Vladi Republike Slovenije, občini Slovenska Bistrica, Vladi Ukrajine za to priložnost, da smo lahko videli te izkušnje in jih bomo implementirali tudi doma. Ja, zdaj s tem podpisom se občina Slovenska Bistrica pridružuje tistim občinam, ki že sodelujejo z občinami v Ukrajini v okviru te izmenjave. Zdaj delegacija občine je že tu pri nas 10 dni. V tem času smo, v bistvu to delovno srečanje, v tem času smo izmenjali mnenja, možnosti sodelovanja na različnih področjih. V tem času se tudi pripravljajo že določeni projekti, ki so prvenstveno namenjeni sicer na področju čiščenja odpadnih vod, pitne vode in pa ravnanja z odpadki za občino Zarična. Detektirali pa smo tudi nekatera druga področja, ker vidimo možnosti sodelovanja tudi v prihodnje. Mi imamo nekatere recimo skupne lastnosti, tako kot je pri nas ta naš regijski park, tako imamo in tudi park, tako da tu so recimo možnosti realizacije projektov recimo iz področja turizma, sonaravnega turizma, potem smo obiskali recimo pri nas zadrugo v Slovenski Bistrici, ker so se pokazali možnosti sodelovanja na področju kmetijstva, pa še verjetno na nekaterih drugih področjih. Zdaj, v tem času smo te možnosti v bistvu detektirali. Potem je pa seveda odvisno od tega, kako bodo pač se pojavljali posamezni razpisi, recimo iz tega interrega evropskih možnosti pomoči, pa tudi nekaterih drugih področij, ker lahko potem oblikujemo skupne projekte in poskušamo projekte potem peljati pravzaprav v obeh občinah. Tako da ta izmenjava je koristna na eni strani za našo občino, na drugi strani mislim, da tudi za njih in jaz upam, da bomo v prihodnje lahko to sodelovanje tudi ukrepili, tako da jaz tudi želim, da se čim prej ta vojna v Ukrajini konča. V bistvu to je katastrofa in to željo pravzaprav res izražam, ker v sodelovanju, ki smo ga že zdaj postavili, ga bomo potem lahko bistveno še nadgradili. V Centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici so se končali jesenski tečaji oblikovanja keramike in lončarstva. Udeleženci so svoje izdelke zaključevali preteklo soboto. In ko imamo v centru, gremo luknjico delati. Zato te pinčinga na začetku luknjica. Spet je prst tako na široko, ni fino, da greste v globino, ampak vam mora podobna luknjica. Ker si zamislite, zdaj, če bi imeli tako kot gline, ne bi nič naredili s tisto luknjo, ne? Morate se širino dobiti. Vedno obe roke delate, torej nekje se dotikate. In to bo zdaj dno posode, takšno kot
potem bo, torej ta debelina je to znak, ki ga bomo potem imeli. Sedaj pa bomo malo razširimo. Zato je fino, da že vemo približno, kaj bomo delali, ne, jaz smo zdaj pač prelapa. Ve tudi? Ja, to sem ravno mislila. In sedaj moramo paziti, da to nič ne pleše, preden začnemo hoditi gor. Če je v prejšnji fazi nekaj spet sem pa tja, ga sedaj umirimo lepo. In potem gre leva roka noter, desna zunaj in začnemo skupaj stiskati in dvigovati. In to pomeni, da delamo steno. Torej smo najprej centrirali, delali luknjo, dno razširili in sedaj dvigujemo steno. In to večkrat ponovimo, tako da dobimo enako debelo oziroma enako tanko steno in dno povsod okoli in okoli povsod. Še uporabimo, koliko se da še, koliko bo uspelo zdaj za prvič. Pozneje pa delamo na tem, da čim več gline porabimo, da nič ni, čim manj nekega obrezovanja, pa potem, ne, prav, da to ga v bistvu zaključimo. In potem, ko pridete nekje do sem, če ne boste zmogli, bom malo pomagala, pa probate narediti majhen trebušček, recimo na posodi, ne. To pomeni, da recimo zdaj za levo roko stiskam malo ven, desna, pa je cel čas drži oporo. Znotraj, ker imaš 3 točke, tle pa 1 točka zunaj, bom jaz probala zdaj. In jo enostavno pomočimo. Ja, to samo. Ja. To je to. Na ono, ja. Takole. Evo. In jo damo sem, zato da bomo obrisali dno. Ti si pa dno malo slikala. Udeleženci so prejeli tudi potrdila o opravljenem tečaju. V soboto 29. novembra sta se na igrišču z umetno travo v športnem parku v Slovenski Bistrici in to v sosedskem obračunu za prvenstvene točke pomerili ekipi Mojstrovine Bistrice in Aluminija. Prvoligaško srečanje v kategoriji starejših dečkov U15 se je po 80 minutah igre končalo z rezultatom 1-3. To pa je pomenilo, da so 3 prvenstvene točke domov v Kidričevo odpeljali nogometaši Aluminija. Rekel, poraz je kar bolel, no vseeno smo pričakovali več, samo je to derbi, ne, derbi se igral na zmago, ampak žal smo zapustili igrišče kot poraženci. V prvem delu igre, kjer so številni gledalci videli kar nekaj priložnosti na obeh straneh, je padel tudi zadetek. Pod njega pa se je v 19. minuti igre podpisal Fištravec, ki je izkoristil nepazljivost domače ožje obrambe. Ja, imeli smo igralca manj, pa se je v obrambi naredila luknja, pa so izkoristili to priložnost gostje, pa so zabili. Po golu za vodstvo so gostje domačemu vratarju zapretili še v 28. minuti, ko je najprej poizkusil Podgoršek. Nato pa je pri poizkusu stal še Farazin. V prvem delu igre, ki so ga dobili gostje, je za gostitelje nenatančno iz prekinitve igre poizkusil tudi Nejc Petek. V začetku drugega dela pa povsem drugačen obraz domače ekipe. V ospredju pa Erazem Tisnikar. V 42. minuti je iz prostega strela z 25 metrov takole stresel okvir vrat gostov. Najprej, ko sem frikiko streljal, sem še bolj lačen bil po golu. 2 minuti kasneje je poizkusil ponovno Tisnikar. V 48. minuti pa je omenjeni igralec z lepim golom poravnal na 1-1. Na začetku polcajta smo začeli dobro, pa smo pa popustili. Aluminij je hitro odgovoril na domačo izenačenje. V 52. minuti drugi gol za goste, strelec za vodstvo pa Tijan Farazin. Dobro sem odigral, 1 gol sem dal, asistenco, tako da se počutim v redu. Že v naslednji minuti ponovno obetavna akcija gostov in 1-3. Zadetek je dosegel Marko Pavčinac. Iz te obetavne akcije domači bi lahko več iztržil Bor Videčnik. Do konca tekme še nekaj poizkusov z obeh strani, vendar brez spremembe rezultata. Ja, lahko bi se bolj borili, izkoristili več naših šans, da bi dali gol.
Mojstrovina Bistrica, Aluminij 1:3. V zadnjem srečanju pred svojimi gledalci v tej podaljšani polsezoni so se kadeti Mojstrovine Bistrice pomerili z ekipo Aluminija. Na tekmi, kjer so padli 3 goli, so zmago z 2:1 domov odnesli sosedi iz Kidričevega. Ja, občutek je res neopisan, že napor, ki smo ga v to vložili, se celi poplačal in res neopisen občutek. V prvem polčasu tekme so si več priložnosti za spremembo začetnega rezultata priigrali domači nogometaši. Eno od teh pa so spremenili v zadetek in to v 14. minuti, ko je v polno zadev Arnel Kuntner-Taraj za vodstvo z 1:0. V prvem delu so rdeči poizkusili še v 27. minuti. Nato še 2 minuti kasneje. Tretja priložnost pa se jim je ponudila še v 35. minuti. Gostje pa so bili nevarni v 25. minuti in nato še 3 minute pred koncem prvega dela, obakrat pa je zelo dobro posredoval domači vratar Luka Kramberger. Definitivno več želje smo imeli, definitivno več želje. Bili smo dosti bolj pripravljeni, pol drugi, ne vem kaj bilo. Res ne vem, kaj se je zgodilo, mi je žal, ker ta tekma bi nam dosti pomenila še proti Mariboru potem dalje. V drugem polčasu pa rezultatski preobrat in to v režiji gostujoče enajsterice. In to v 64. in 66. minuti srečanja za vodstvo gostov. Za izenačenje na 1:1 je gol dosegel Leo Janžekovič. Ja, zadetek mi ogromno pomeni, ampak brez čudovite ekipe, kot jo imamo, se ne bi zgodil. Cel teden smo se pripravili na njih in res morali smo to zmago in izgleda, da mi je dal ta zadetek krila. Za vodstvo in kot se je na koncu izkazalo, tudi za zmago gostov z 1:2 je v polno zadev Nej Mlinarič. Domači pa so v drugem delu igre zamudili preveč dobrih priložnosti za spremembo tega izida, vsekakor pa bolečega poraza v sosedskem merjenju moči. Pa jaz bi razdelil danes tekmo na 10 minut slabih, kjer smo dobili 2 zadetka, ostali 80 minut, jaz mislim, da smo bili dominantnejši, da smo bili boljši, da smo imeli dosti več priložnosti, da se je to videlo, ampak nogomet šteje samo goli. Nogometaši Mojstrovine Bistrice pa bodo s prvenstvenimi obračuni končali v sredo 3. decembra, ko bosta obe selekciji U15 in U17 odigrali še za ostalo tekmo in to v Mariboru proti istoimenski enajsterici.